Dober dan. Živijo, lep pozdrav. Sva tik pred praznikom stoletnice, ko je Prekmurje postalo del takrat še kraljevine, kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. In od takrat naprej, od leta 1919 štejemo Prekmurje kot del Slovenije. Zgodba ima veliko dimenzij. Dejva prvo popočitniško dimenzijo se lotiti vprašanja odnosov Slovenija-Madžarska. Ti so precej bolj zapleteni, kot se je zdelo pred desetletjem ali pa recimo dvema, ko sta državi pokali od prijateljstva, ko se je zdelo, da sta obsojeni na dolgoletno in prijetno sobivanje. Zdaj pač to, kot kaže, ni več tako. Madžarska stoletnico podpisa trianonske pogodbe jemlje kot rano na sedanjem madžarskem narodovem telesu. Ja, to temo smo videli že kar precej izčrpno na tem mestu obdelali. Smo bili eni prvih v Sloveniji, ki smo sploh s tem začeli, kar je hvalevredno in dobro, ampak zdi se mi, da se je treba ustaviti z neko osrednjo vprašanje, ali take v bistvu rahlo narodnjaške in predmoderne geste še sodijo v današnji čas. To bi bilo pravo vprašanje, pri čemer bi dal takoj odgovor, da ja. In to ne iz nekih predmodernih razlogov, ampak iz konteksta, v katerem se nahajamo. Recimo samo v tem trenutku govorimo o tem, kako v bistvu Salvini, ki je prva v bistvu retorično govorjeno grožnja za Slovenijo, poskuša dvigovati italijanski nacionalizem nad lastno demokracijo svojega naroda in nad Evropo v imenu nekega zelo parcialnega interesa, rečemo volje do moči po oblasti in tako naprej. Skratka, pravila padejo, neke vladavine prava ali pa nekih načel, v imenu katerih se sestavlja Evropa, tukaj ni videti. In to je prva soseda. Potem imamo seveda pa Madžarsko, o kateri si govoril, kjer je pa ta stvar še bolj prisotna, zaradi tega, ker je ta revizionizem, se pravi, glede trianonske pogodbe, sploh glede izida Prve svetovne vojne, prav uradno naznačen in prisoten. To se pravi, Slovenija v ta tretji moment, zdaj z Avstrijo so stvari latentne, niso pa vroče, oziroma niso kritične, sploh ne, ampak so pa latentne že s tem, ko se postavlja mejne kontrole, kar je seveda resnici na ljubo tudi problem Slovenije, ki jih postavlja pa proti Hrvaški, drugo vprašanje. Ampak, če že smo pri Hrvaški, pa imamo to nesrečno zgodbo, se pravi, vodje Junckerjevega kabineta, tega Štajrmajerja, skratka. Vplivni lik iz ki je v bistvu Evropske ljudske stranke, ki je v bistvu Zelmajer, ki je v bistvu v imenu tako rekoč komisije z lobističnih razlogov in potencialno najmanj politično mogoče še kako drugače koruptnih razlogov uspel anulirati pojem vladavine prava v razmerju med Slovenijo in Hrvaško, in to ne na katerikoli platformi, ampak na platformi sodbe, to se pravi sodbe Haškega arbitražnega sodišča, kar ni hec. To se pravi, tukaj je nekaj zgledov, v katerem se kaže, da Slovenija, ki je pa pač majhna in ranljiva država, pač mora upoštevati neke kontekste, ki niso več na registru iz nekih predmodernih sentimentov ali kaj takega, ampak iz čisto aktualnih groženj modernega sveta. In zato jaz mislim, da... Se pravi, da neko moderno logiko volje do moči poganjajo predmoderni resentimenti. Točno tako, volja do moči je, mislim, zdaj, če se preničejo, jaz sem zdaj v tekstu, ki ga pišem, en tak zanimiv izraz posnel iz knjige primeru Wagner, recimo govori o malodržavičju. Tak zanimiv izraz, Janko Modar ga je prevedel. Mislim, da je bil druge dele knjige Tine Hribar prevedel, saj v tej zbirki 4 tekstov, na katero se referiram. Ampak je neverjetno, kako v bistvu ti ljudje, recimo, eden od primerov je Spencer, veš, en komentator Die Zeita ga je uporabil, to sem v Die Zeitu prebral, se to citiram, namreč, ko pravi, kako v bistvu ta Spencer, ki je mimogrede poročen z neko Rusinjo, ampak
uporablja ničejo volje do moči in pa njegovega nadčloveka v pohvalo Trumpa. Ne. Trump je to, ne, ker če kaj niče ni bil antisemit in ni bil nikakor ne populist. On je bil ravno obratno, on je preziral horde, preziral je populizme, preziral je ovce in tako naprej. Ne. In je voljo do moči konotiral popolnoma drugače, kot jo praviloma tolmačijo ravno tisti, ki jih on je zapostavljal. In ta volja do moči, ne, ki se zdaj izraža na tak način tudi pri teh suverenistih našega tega tipa, ne, kot si pravzaprav pravilno ugotovil, ne, je zelo, zelo simptomatična, hkrati je pa, kot je za vsako voljo, ne, značilno, ne, nepredvidljiva. Ne. Ker kdo je predvidljiv ali kaj je predvidljiv? Predvidljivi so zakoni, vnaprej postavljeni kriteriji. Ne. Trump zdaj govori, da bo iz svetovne organizacije Ameriko v Ampurinu, da bo Amerika izstopila. Govori, da bo zmanjšal vlogo Združenih narodov, spet ena določena skupek vnaprej danih pravil in pa načel in pa vrednot. In bolj, ko bo svet volatilen, če vzamemo ta bedasti izraz borznih posrednikov, ne, bolj bo Slovenija ogrožena. In v bistvu se že na zalogo sklicevati, ne, na slavno zgodovino, na mogoče ne tako triumfalistično slavno, zaradi tega, ker tam gor je bilo narejenih nekaj kravih kupčij, to je treba priznati, ne, ampak Gor kje? govorimo v Prekmurju, ne? Ja, je bilo narejenih nekaj kravih kupčij, ker je Slovenija izgubila celo Koroško in potem, ne vem, dobila Lendavo, ne? In tukaj Madžari imajo nekaj grenkih pilul, ne? In ne vem, tega triumfa jaz ne bi unovčeval in ne bi podžigal strasti, ne? Jaz mislim, da je treba tako kot pravilno, organizator je pravilno zastavil zdaj, ne? Mislim, jaz imam vtisa, veš, da so zadeve narejene zelo decentno na način, da nikakor ne bi prizadele čustev madžarske skupnosti. Ne? Ja. Je pa res pač, da po drugi strani veš, sama Madžarska z objokovanjem, ne, Ja. tega dogodka pred 100 leti gre daleč prek meja dobrega okusa. Ne? Namreč veš, trditi, da je mislim, da 5/6 narodnega ozemlja Madžarska s trianonsko pogodbo zgubila, ne, tako precej kronana neumnost, ne, zaradi tega, ker je pač ogrski del nekdanje monarhije Avstro-Ogrske, ne, segal v dele, v katerih pač madžarska etnična skupnost nikakor ni bila prisotna, ne. In trditi, da mehanično, ne, da so pa zgubili praktično celotno ozemlje, ne, je neumnost zaradi tega, ker reči, da bi bila reka nekoč madžarska, pač ni bila, ne. Pač je bila sicer pristanišče, ki ga je Budimpešta tudi uporabljala, ne. Pa tudi Italija, ne. Pa tudi Italija, ne, ampak reka je bila vedno skupnost, kjer so živeli deloma pripadniki italijanskega izvora, deloma slovanskega izvora, oziroma hrvaškega, deloma tudi slovenskega. Ne. In je to krmljenje z nacionalizmom, za aktualistične politične potrebe vladavine sedanjega madžarskega voditelja Orbana, ne, je zelo, zelo dvorezno početje. Ja, vse te debate so po mojem mnenju upravičene in celo potrebne v tem trenutku, ne, pač v perspektivi jeseni, ne, ki bo prinesla Brexita, ne. Brexit je tako rekoč neizogiben, ne. Zdaj ali bo trdi Brexit ali bo dogovorni, kot kaže, bo trdi, ne. In v Angliji se o tem veliko govori in ne vem, potem ne bo nikoli več tako, kot je bilo v Angliji, a ne. Anglija, jaz mislim, da bo zelo drago ceno za to plačala, resnici na ljubo pa tudi Evropa ne bo več taka, kot je bila, nikoli več, ne. In kako se bo oblikovala, to je pač naslednje vprašanje, na vsak način pa nima več nekega trdega demokratičnega jedra in to je problema, ne, ker jaz v Ursulo von der Leyen ne verjamem popolnoma nič. Ne. Zakaj ne? Zaradi tega, ker prva poteza, ki jo naredila, je šla se sestati z Orbanom in začeti popuščati v svoji deklarirane načelnosti, preden je bila izvoljena. Ne. Skratka, smo spet v kravih kupčijah, tako kot pri Junckerju, ne. Se pravi, zaupati tukaj ne moreš ničemur, ne.
Pač ne. Zaradi tega, ker je pač ta neka neoliberalizm. No, vzamem samo en lep primer, ki ga jaz v svojem tekstu pač izpostavljam. Bohin. Bohin je primer, ne, dragulja, nekega okolja, ki je v bistvu prelesno, lepo, dolgo časa v tem tudi zdržalo, ne. In je ta trenutek javna hiša, v katerih se na mostovih pred cerkvijo Svetega Janeza turisti prerivajo eden čez drugega. Podobno kot v Benetkah, podobno kot v Barceloni, podobno kot v Amsterdamu, podobno kot v Rimu, podobno kot na Dunaju mogoče še. V teh večjih mestih. Da o Tromostovju ne govorimo. Da o Tromostovju v Ljubljani dejansko ne govorimo. Kaj se je zgodilo? Ne? Se pravi, jaz tam živim, ne? Zato sem na njega občutljiv in za Bled velja pa popolnoma enako. Ne? Ljudje, ki tam živijo, nimajo tam več bivalne pravice. To je prostor pohlepa, samozadovoljevanja turističnih želja in uživanja nad lastnim uživanjem, ne? In pa nekaterih, ki iz tega vlečejo velike dobičke skozi turistično ponudbo in pa seveda mogoče celo dela prebivalstva, ki je investiralo v apartmaje zato, da bi si izboljšalo mogoče majčken svoj položaj in bodo na koncu izračunali po črto niso zaslužili skoraj da nič. Zaradi tega, ker so vložki verjetno neproporcionalni zasluženemu, ampak celotna zgodba, ne, je postala pa mravljišče, ki odraža natanko duha tega časa, ki ni samo bohinjski, ni samo benečanski ali pa Tromostovje ljubljanski, ne, ampak je univerzalen. Ne. V imenu nekih vrednot, ki to niso, ne, nekega liberalnega pretoka, ne, se začnejo dogajati stvari, ki so na koncu koncev pa do Brexita prišel. Ne. Tam noter imaš ti veliko ljudi, ki so desetletja hodili v Bohan in so v bistvu na Bohinjce gledali kot na aborigine, kot na domorodce. Ne. So si tam po takih zvezah poznanstvi ali zato, ker so imeli denar, mnogi lahko zgradili in kupili vikende in tako naprej. In zdaj so oni največji kritiki turizma, ki so prišli v Bohan ravno kot turisti, in se pretožujejo nad Bohinjci, kaj ste vi zdaj naredili iz tega Bohinja, zdaj pa mi v tem Bohinju, v katerega smo mi prišli kot turisti, ne moramo več uživati. In to je Brexit situacija. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker Britanci natanko to, kot Evropejci deluxe, tako kot so v Bohinju vikendaši Bohinjci deluxe, ne, poskušajo povedati, da oni več v Evropi ne uživajo, se jim je vendar pripadala elitistična pozicija užitka in pa kolonialne superiornosti. In to se je zdaj podrlo. Ampak hkrati, ko se je se pravi brexitirjem oziroma Britancem podrla Evropa iluzij njihovega kolonialnega nadpomenskosti ali pa nad človeka, če hočeš, je celotna Evropa, tako kot Bohinjci, ne, izpostavljena pa pravzaprav popolni degradaciji, ko je treba tako rekoč na novo izumiti spet Evropo in jo postaviti v novega barite. Ne. Skratka, popolnoma zamešana slika, ne, ki pa se seveda bo subordinarno začela odražati v lokalnih, govorim, državnih, meddržavnih, ne, postavitvah. In Slovenija je tukaj zelo ranljiv člen, zato ker je majhna, zato ker je nepomembna in ker je lepa, ker v bistvu je najbolj primerna za neokolonialistične apetite v vseh pogledih. Ne. In zdaj, kako bomo pa mi kot aborigeni znotraj tega preživeli s kvaliteto kakovost svojega življenja, ne, to pa je zdaj pravo vprašanje. In zato pravim, ne, praznovanje v Prekmurju, velika stvar, mnogo več kot zgodovinski dogodek, ampak v bistvu naznačitev naše prihodnosti. Ne. Bohinj se pa na odcepu. Ne, problem je v tem, da je že odcepljen. Ne. Problem je v tem, da je postal javna hiša iz prelesne ženske, ki je bila vredna pogleda in pa v bistvu, kako ne rečem, nekih visokih, skoraj da pesniških misli je postala javna hiša, v katerih se ljudje poskušajo zadovoljiti in se ne morejo zadovoljiti zaradi tega, ker v bistvu nad ponudbo, do katere vsak pride, itak ni na koncu koncev niti navdušenja, niti zadovoljitve. In to je problem. Ne? Problem predvsem, metaforično govorim o nekih visokih besedah ali kakorkoli že, ampak gre za temeljno kakovost bivanja, za katero vsi hlestajo in na konci nihče več nima. Greva zdaj na drug konc, ne, Republike Slovenije, ne, do Prekmurja. Tam je vprašanje kakovosti bivanja povezano z drugimi vprašanji. Z vprašanji, a je bila razvojna politika peljana prav, da je razvojna politika v Prekmurju je tudi zaradi idej Ljubljane, ne, dolg časa temeljila na tem, da tam bomo pa naredili Evropski center tekstilne industrije, se je to podrl, ne? Pač zaradi tega, ker so se evropski centri tekstilne industrije preselili v Vietnam, na Tajsko, Indonezijo in še dalj. Po drugi strani, ne, tiste komparativne prednosti, ki jih Prekmurje ima, so pa pod vprašanjem zaradi tega, ker je
domača birokracija, ne, šla na robe prevajati uredbe Evropske unije o tem, kako mora biti reguliran recimo rastlinjak. Ne. Ne, in imajo zaradi tega recimo v podjetjih, ki se ukvarjajo recimo z vzrejo paradižnikov, z gojenjem orhidej, ne, hude težave, kako dokazati, ne, da pravzaprav tisto, kar tam počnejo, ustreza vsem parametrom evropske regulacije, ne, ker je pa evropska regulacija preslabo prevedena v domač pravni red, pa nastaja težave z tem, kako inšpekcijske službe to izvajajo. Ne. Se pravi, razvojni problem Prekmurja je velika težava. Ta, da rečem, usiljena industrija, centralno-plansko usiljena industrija, tekstilna, je pač ugasnila, ne, tisto, kar bi lahko samo niklo Dobro, tekstilna industrija je nekaj posebenega, zato ker je svetovni fenomen. Ne. Tisto, kar jim pa lahko dobro, jaz mislim, da je to tehnično vprašanje, ki ga je možno rešiti, kar si povedal, kar se tiče regulacije prevodov in tega. Kar pa je strateška napaka, če mene vprašaš, je pa tisto, kar Prekmurju daje visoko dodano vrednost, to pa je zdraviliško-topliški turizem. Ne. Ja. Ki ga pa prepuščajo Madžarom, ne, madžarskim lastnikom, popolnoma nestrateško, oprosti, to se pa tako ne dela. Ne. To se je zgodilo v Lendavi. Ne, to se tako ne dela, ja, ne, ja. Ker tukaj bi pa nekdo moral misliti majhen globlje, pa majhen širše, pa iz tega narediti veliko zgodbo, ne, ker Prekmurje zdaj v luči te 100. obletnice se o Prekmurju zelo veliko govori, ne, v našem zavedanju se je dvignila na neko drugo zavestno raven zavesti, no, tako rekel, ne, pozornosti, ne, ampak to ne, da strateške točke, ki so povezane tudi z ozemljem in celo pod zemljem, s toplo vodo, z vsem tem, kar realno in simbolno zelo veliko pomeni, ne, za v bistvu male koristi, ne vem koga ali česa, prodajati Madžarom, mislim, to pa je norost, ne, če mene vprašaš. Ne. Jaz mislim, da Madžari tega ne bi nikdar naredili sami, ne, na njihovem ozemlju. Ne. Da bi Zala Jegersek prodal turistični družbi Sava. Recimo, ne. Ne bi. Ne bi, ne. Ne. No, vidiš, in o tem se mi zdi pa treba pač razmišljati, strateško govoriti in tako naprej, in glede na to, da smo segmentirani v ozke pač interese dobičkov posameznih korporacij, ne, se mi zdi, da je nacionalna debata, ki pa spet ne sme biti atavistična, no. To je večno, ampak državniška pa ne. Ja, državništvo pa nekaj vendarle mora pomeniti, še posebej v luči pač teh nevarnosti, ki prežijo. Ne? Ampak če si 2 sobotni nazaj prelistal, ne, je bil zanimiv tekst Jožeta P. Damjana, ne, ki je pred desetletjem pa malo več ne, sodil med resne kritike te ideologije nacionalnega interesa. Ne. Me pač pravi, ja, ne, ostajam resen kritik ideologije nacionalnega interesa, ne, ja. Ampak pod črto, ne, je pa vendarle treba na gospodarske družbe v domači in tuji lasti pogledati čim bolj trezno in ugotoviti, kaj se s tem dogaja. Ne, in kaj se zgodi, ne, če imaš ti neko podjetje v Sloveniji, ki je v lasti multinacionalke, ugotoviš, ne, da se dobički te družbe prek nekih transfernih mehanizmov v resnici pretakajo v tujino in zaradi tega od multinacionalke, tudi če ima tlele tako imenovano greenfield investicijo, pravzaprav ostane precej manj, ne, kot bi ostalo, če bi imeli podjetje v domači lasti. Ne. Ker pomeni, ne, da pod črto podjetje v domači lasti pravzaprav za skupnost predstavljajo vendarle večji plus, večjo beneficijo kot pa podjetja v tuji lasti. Ne? In da zaradi tega, ne, je pač treba konceptu nacionalnega interesa vzeti to ideološko dimenzijo, ne, ki je na prelomu stoletja v resnici zameglila pa bila krinka za popolnoma sebične interese ene parih, dajmo reči, tajkunov, ne? Ja. Dajmo na zadevo nacionalnega interesa gledati trezno
in brez tega ideološkega balasta, ki pa je bil seveda proizveden zaradi popolnoma sebičnih interesov posameznikov. Ljudje Jožeta P. Damjana pač preprosto mnogi ali pa nekateri pač ne razumejo. Ne gre za to, da je on zdaj drugače razmišlja, kot je takrat razmišljal. Logično, da drugače razmišlja, so se okoliščine spremenile. Se pravi, če imaš ti, recimo, da si zdravnik v neki situaciji, človeka, ki ima pomanjkanje C vitamina, logično, da boš ti zagovarjal ojačanje ali pa povečanje živil z vsebnostjo C vitamina, ali pa kalija, ali pa ne vem, natrija, ali pa česarkoli že, ali pa železa. Ampak v trenutku, ko bo tega preveč, in se bodo začeli kazati simptomi bolezni zaradi prekomerne količine teh in teh kemijskih sestavin, je logično, da bo zdravnik obrnil ploščo in bo preprosto rekel, oprostite, tole je pa zdaj narobe, zdaj treba pa to zmanjšati in tako naprej. In isto je bilo v ideologiji nacionalnega interesa kombinirani za partijo. To je bila škodljiva stvar. V prevladujoči, govorim, v prevladujoči ideologiji pretočnega liberalizma, v katerem se vzpostavljajo monopoli izven Slovenije in ogrožajo v bistvu kakovost življenja, ki jo mi imamo, je treba dobesedno obrniti ploščo in reči, to je škodljivo. To je tisto, kar smo takrat zahtevali v imenu svobode in v imenu pluralizma, moramo zdaj zahtevati ravno obratno, ustavitev tega, kar postaja škodljivo. In to bi bilo zelo fajn, če bi ljudje razumeli, da je v vsakem času neka teza, ki je umerjeno pravilna, ne pa večna. Ker to so konteksti. Nobena teza ni večna. Vedno je treba stvari postavljati v kontekste in gledati v okviru namenov, ki so bili dani postavljeni v tisto tezo. In P. Damjan in tudi tisti na mlado ekonomiste Mrkajiča in tako tudi in v tistem času sploh ne gledam slabo. So imeli pač zelo dobre razloge za svoje teze. Ampak nikakor pa ne mislim, da P. Damjan zdaj za to spreobrnenc ali pa spremenil svoje stališče. Jaz mislim, da je tako, kot je takrat mislil. Okoliščine so se spremenile in on je te okoliščine na novo začel komentirati. Vmes so se pa tudi zgodile stvari, ki jih nismo poznali. Vsi smo temu bili izpostavljeni. Recimo to, kar prebereš zdaj pri Varoufakisu, ali pa to, kar zdaj konec koncev prebiraš ali pa gledaš v luči Evropske unije. Kako smo mi na Evropsko unijo gledali Ko na katedralo in celo NATO pakt smo rekli, seveda, to je moment zahoda, dajmo še to varovalko si ugraditi in vse tako naprej. Danes gledamo popolnoma drugače. Zlasti, ko vidimo, da vladavina prava ne funkcionira. Mislim, v najbolj elementarnih stvarih vladavina prava ne funkcionira. Jaz mislim, da je Evropska unija še vedno vrednota, ampak ta vrednota je zelo mejna že, zelo, zelo mejna. Ne, mislim, cum grano salis, Točno tako. In zato pravim še enkrat, je fajn, da sva danes začela z Prekmurjem. Zdaj, dajmo nekatere momente v naši zgodovini je treba preprosto, recimo temu, če iz drugega ne, iz kulturnih razlogov osrediščati in jih spet spraviti v zavest. Jaz sem bil, par dni nazaj, sem si 4 ure časa vzel, ko sem bil pri mami tam na Jesenicah in sem skočil na Golico. In ko sem gor videl, da je nek bankir slovenski postavil gor kočo, in napis, kako je bil postavljen, kako je bilo to branik nekega nacionalnega kulturnega okolja, kako so oni to dojemali, kako so oni z tega naredili proslavo, da so na vrhu Golice proti vplivu germanizma, Avstrije in tako naprej postavili nek branik, sem si rekel, glej, kako prikladno, tole nam pa še utegne pridati prav. 20 let nazaj smo pa na to gledali kot na nepotrebno zgodovinsko situacijo. Ja, ne vem, če bo tako čez 20 let. Mislim, tudi ne rečem, da nas bo Evropa ogrožala, takrat nas bodo lahko že Kitajci ogrožali ali pa neka tehnologija, ampak logika neke duhovne samobitnosti, kulturne, ki je povezana tudi z jezikom, pustimo geni, to je brez veze, ampak neka kulturna samobitnost vezana na neko okolje, pa na neko tradicijo, ki te je v bistvu socializirala, pa vendarle bo postala vrednota, se je vedno bila, ampak bo postala še večja vrednota, ker, če bo na koncu koncev, nek trumpizem iz Washingtona določal vse moje mišljenje, vse moje postopke, moje načine bivanja, moje načine preživljanja in pa konec koncev moja svoboda, kar je najbolj bistvenega pomena. Takrat bom pa začel tisto kočo na vrhu Golice ceniti. Končajva s to mislijo. Hvala lepa.